Prihajamo na 8. točko, seznanitev občinskega sveta s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. Seznanitev je objavljena na gradivu številka 24, predlagatelj župan, poročevalca pa Tina Trček in Bogdan Pogačar. Besedo ima gospod Bogdan Pogačar. Izvoli, Bogdan. Hvala za besedo. Kot smo bili dogovorjeni, se na vsaki drugi seji pripravi poročilo o seznanitvi občinskega sveta s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. V gradivu ste prejeli kratko poročilo, jaz bom šel na hitro čez, se pravi od zadnje predstavitve je bilo na lameli C izvedena armirano-betonska dela, se pravi pri tličju in prvem nadstropju, vključno s parapetnim zidom. Jaz bom dal tudi pol okrog slike, s katerih se bo videlo v bistvu napredek, v bistvu lahko kar dam, jo že. Potem trenutno se izvajajo zidarska dela, se pravi med betonskimi skeletom se pozidavajo stene v prvem nadstropju. Predpriprava za razvod elektro- in strojnih instalacij in pa priprava za izvedbo jeklene konstrukcije drugega nadstropja, to je pa ta del, ki v bistvu pride povezan z lamelo B, se pravi, ker prideta lamela A in lamela C povezana z lamelo B. Na lameli A, takrat, ko se spomnite, se v bistvu še ni izvajala zaradi žerjavne proge, hidrantnega omrežja in pa fekalne in meteorne kanalizacije, ki je bila v bistvu na tem delu trasirana. Te zadeve so bile vse odstranjene, prestavljen je bil srednjo napetostni vod elektrike in pa izveden nizko napetostni vod elektroomrežja za potrebe delovanja žerjava. Tako da potem se je lahko pričel izkop gradbene jame in pa rovanje gradbene jame. Za potrebe gradnje, pričetka gradnje je bil pa narejen v bistvu ob se pravi športni dvorani Jarek za črpanje, se pravi ponikovalnice in pa podtalnice, se pravi tam je bil vzpostavljen en črpalni jašek in se je črpalo vodo v kanalizacijo. Zdaj na lameli A je bila položena hidroizolacija in toplotna izolacija in izveden prvi trakt betonskega temelja za zaklonišče in položena hidro- in toplotna izolacija za temeljno ploščo za celotno lamelo A. Zdaj zadeva poteka nekako po terminskem planu, kar je v bistvu lahko rečemo zaostankov je iz naslova se pravi te prestavitve srednjo napetostnega elektrovoda. In to v tistem delu, kjer je bilo potrebno spremeniti v bistvu PZI načrte. Ampak ta zadeva se bo probala nadoknaditi tekom gradnje. Delavci so na gradbišču in sobote in nedelje, razen v praznikih v bistvu jih na gradbišču ni. Zdaj, če gremo na začasno situacije. Trenutno je bilo izdanih 5 začasnih situacij, se pravi do vključno za mesec marec je bilo izdanih začasnih situacij za 1.071.542,46 evra. Za prihodnje 2 meseca pa je predvideno, da se na območju lamele A izvedejo stene, kleti in pa pritličja in pa plošče za klet in pa plošče za pritličje. Na območju lamela C se bo pa izvedla vsa zidarska dela, se pravi vse te vmesne medkonstrukcije se bo pozidale stene, pa priprava za instalacije. Za območje lamele B, to je pa ta povezovalni del, bo pa izveden površinski izkop, taponski nasip, izvedba podložnega betona in pa temeljna plošča. Pripravlja se izven tega, se pravi te gradnje, se pripravlja tudi projekt notranje opreme, da bomo dobili v bistvu končno ceno in pa da bomo izvedeli razpis, da ko bo šola v bistvu zgrajena, da bomo lahko v bistvu šolo lahko opremali.
Kar nas čaka, kar se tiče občinskega sveta, nas čaka novelacija investicijskega programa, kjer bomo v bistvu vključili to investicijo opreme in pa vire financiranja z vključenim, se pravi sklepom MIZŠ. To nas še čaka. Zdaj pa kar na vprašanje, no, če je kaj tazga. Hvala Bogdan. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Vem, da je bilo rečeno, da bo obravnava investicijskega programa za opremo, ampak verjamem, Bogdan, da neka ocena teh stroškov je že. Me zanima, o kakšni številki govorimo tukaj. Hvala. Hvala. Besedo ima poročevalec Bogdan Pogačar. Izvoli. Zdaj, ocene še ni, no, ker je v bistvu narejen en osnutek in ga nismo še pregledali, ker je v bistvu popis opreme narejen, ni pa v bistvu grafiki, ker bo bilo grafično določen. In bomo z občinsko upravo šli še čez opremo in pogledali, kje se kakšne zadeve da še uskladiti, ker so želje šole pač bile izražene, mi bomo pa v skladu z načrtom pač to pregledali in na naslednji seji, naslednjič, ko bomo poročilo dali, bomo pa to že zagotovo videli. Tako da planamo to, da bomo v tem mesecu, se pravi v juniju, to uskladili. No. Lahko pa rečem, da je bilo pač pri prvi investicijskem programu pač ocena nek 1 milijon. Samo to je res čisto cena, tako da mi smo pa takrat rekli, da bomo pač naredili prav popis opreme, in da bo zadeva bolj dorečena. Zato. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s potekom gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.